Slovenija ima v izobilju voda. Po naših potokih in rekah se na leto pretoči več kot 30 milijard kubičnih metrov vode. Vodno obilje dopolnjujejo z velikimi množinami vode kraji, kjer voda vsaj del leta zastaja, bodisi na površju ali v zgornji plasti zemlje. Poplavni gozdovi in loke, rečne mrtvice, polslane lagune in barja, mokrotni travniki, velika kraška polja in izlivi rek. Vse to so naravna mokrišča. Mokrišča v podzemlju so posebnost Slovenije. Škocjanske jame so bile prvo podzemno mokrišče, ki je bilo uvrščeno na seznam Ramsarske konvencije svetovno pomembnih mokrišč. Soline. Največje mokrišče, ki ga je ustvaril človek, da bi izkoristil naravne vire. Ribniki, mlake in marsikateri kav ali lokev so tudi delo človeških rok. Zaradi obilja vode so mokrišča oaze življenja. Številne vrste uspevajo samo tu. Prilagojene so življenju na mokrih, z vodo napojenih tleh. Pestrost opazimo na prvi pogled, če le znamo opazovati. Na barjih so kisla, razmočena tla prav posebna življenjska okolja. Rastline so tu razvile nenavadne prilagoditve. Ker hranil za rast v tleh ni dovolj, so nekatere postale mesojede. Takšne so rosike. Listke pokrivajo železni laski z lepljivimi kapljicami, ki so past za žuželke. Ta sladkasta snov jih privablja, žleze pa izločajo še prebavne encime, ki ujeto žuželko razgradijo. Na barjanskih tleh so rosike zaradi te prilagoditve v prednosti pred drugimi vrstami. Kjer pa je človek spremenil vodni režim ali pognojil tla, tam so ogrožene rosike kmalu zamenjale druge rastlinske vrste. Večja mokrišča poznamo in obiskujemo. Številna manjša pa so zaradi človekovih posegov v okolje izginila. Nanje nas spominjajo le še imena. Danes mokrišča vidimo drugače kot nekoč. Naučili smo se prepoznavati njihovo naravovarstveno vrednost, cenimo njihovo pestrost. Ponujajo nam izjemne možnosti učenja in sproščujočega občudovanja narave.